Ali na politiko vodijo spletni vplivneži? Za vas imamo prav pomembno obvestilo. Nekako na ta način spletni vplivneži običajno začenjajo objave na družbenih omrežjih. Podobnega modela komuniciranja se poslužuje tudi vse več politikov. Nenazadnje tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je kar prek Instagrama na subtilen, prijazen način zanikal govorice, da naj bi se zanimal za funkcijo evropskega komisarja. Očitno so že vidni učinki spletne vplivnice Samanthe Zimmermann, ki jo je prejšnji teden angažiral za nasvete o trendih na družbenih omrežjih. V kabinet jo je pripeljala Golobova partnerica Tina Gaber, ki je poleg vseh neformalnih vlog, ki jih odpravlja, predvsem spletna vplivnica. Predsednik vlade s to objavo v prvi vrsti poskrbel zase. Z nasmehom je povedal, kar je želel in končal. Dobenih vprašanj. Zanj PR-ovsko odlična poteza, ampak kaj smo iz tega izvedeli ostali? Socialna omrežja so danes nujno komunikacijsko orodje. Kot politik je tam doktoriral nekdanji predsednik države Borut Pahor. A bodo prav ti pristopi predsedniku vlade Golobu pomagali obrniti trend, da si znova povrne podporo splošne javnosti? Vprašanj je več. Sam je že pred časom poudaril, da ne bo kot njegov predhodnik Janez Janša, ki je koronske ukrepe sporočal prav preko socialnih omrežij. Predsednik vlade bi se moral zavedati, da je kot prvi med enakimi javnosti dolžan polagati račune. In ja, odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja. Prevečkrat smo priča neiskrenim, sarkastičnim odgovorom in obtožbam, da iščemo le slabo. Podoben način komuniciranja je imel njegov že omenjeni predhodnik Janez Janša.